Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Happy Old McWeasel, Gregor Jančič, lepo zdrav. Dobro jutro, lepo zdrav ekipa. Kaj preveč vas seveda ne rabimo predstavljati, zasedbe vrtimo vas že kar nekaj let, tudi vi ste že kar nekaj let na sceni. Pa ko smo že pri letih, koliko let že je formacija? Ne, malce se je morda kaj premešalo pri članih, ampak vendarle, kako dolgo traja ta zgodba že? Ja, v bistvu ta zgodba traja že 16. leto. Letos marca, 17. marca obeležujemo seveda našo obletnico. Torej, barka že dolgo pluje, včasih po nepoznanih vodah, včasih po znanih vodah, ampak uspešno. Seveda se je formacija v skupini nekoliko spremenila tekom časa, ampak mi radi rečemo, da spreminjamo obliko kot neka ameba in smo prilagodljivi kot virus. No. Kar se virusa tiče, v zadnjih 2-3 letih so se karte premešale, najbrž tudi pri vas, ne? Koncerti so manjkali, morda so se kakšni singli kje ustavili, album se je morda malce premaknil. Album je zdaj pred vrati, temu se bomo seveda vrnila malce kasneje, ampak vendarle, ko si že temo načel. Za začetek me najbrž zanima, vi ste našli nek svoj glasbeni izraz. Takrat je bilo, ne, če rečemo lepo knjižno, to smelo dejanje, ne, da ste šli v tako Irish Celtic punk rock, ali kako bi sami sebe opisali? Ja, v bistvu nastavek za samo formacijo benda je bil kar en izziv, ki se je pač pojavil nekje iz neba, je padel, hej, mi rabimo en band, ki bi igral nekaj podobnega za St. Patrick's Day, ne? In potem, valjda, takšnega benda v Sloveniji nismo našli. In kaj smo rekli prijatelji med sabo, pa dajmo ga formirati, vse še imamo en teden dni časa, da naredimo par komadov, oziroma cel koncert rabimo, dečki, a ste za? Pa dobro, smo za, kaj pa igramo? Ja, nič, ti igraš banjo, kako misliš banjo, če nikoli v življenju še nisem banjo igral v rokah. Igral in imel v rokah. Ja, bo pa treba navaditi, ne, in pol smo žulili te inštrumente eksotične, takrat za nas seveda cel teden, pripravili program in uspešno izvedli koncert, kar nas je nekako, bom rekel, nam je dalo še dodatnega vetra od zadaj in od takrat dalje probamo plut po teh vodah, kot sem že rekel, uspešno ali manj uspešno, pa ne sodijo drugi. Kot kaže uspešno, očitno vendarle že, tudi tujina vas je dokaj hitro, bom rekel, no, nekako absorbirala, morda so tamle bili, če rečemo, ne vem, bolj odprti za takšno glasbo ali bolj smeli, kaj je bilo tisto? Jaz bi rekel, da nasploh, kar se tiče pripadnosti tej glasbi, obstaja po celem svetu. Nastavek je zelo dober za dobro žurko, za prijeten večer in veselje radi podelijo po celem svetu, ne? Se pravi, tudi band kot je Happy Old McWeasel paše na vsak oder in v vsako državo. In tudi sam community je dost močen. Je pa seveda zato potrebna neka dobršna mera kvalitete, oziroma moraš biti vseeno ta pravi, ne? Ker kljub temu, da je tale community močen, pa vedo, ne, kaj je za spred, kaj ni. Ne? In ko si enkrat njihov, seveda se odpirajo vrata, tako v tujini kot v Sloveniji. V Sloveniji mogoče malo teže, ker je res zelo eksotična zadeva. In tudi angleški teksti ne pripomorejo k radijskemu predvajanju, ampak smo toliko bolj veseli, da smo do dan danes dobili kar nekaj minut na vašem radiju in ostalih. In to nam je zelo v čast in si jemljamo kot nek dosežek in veseli smo, da nas imajo tudi Slovenci zelo radi. No, zdaj glede na to, da si ti pred mikrofonom, ampak za ustvarjanje take muzike je potreben številčen band, ne? Če še malce poveš kaj o ostalih članih. Ja, v bistvu sama zasedba se sestoji iz osnovne ritem sekcije, se pravi bas kitara, ritem, električna kitara, bobni, potem pa pridejo tukaj še zraven eksotični inštrumenti, kot so banjo, harmonika, violina. V studiu se pa igramo še s čim drugim, kot so razne mandoline, piščali in tako naprej. In ja, cel band šteje dejansko 7 ljudi. Tukaj zraven je treba še prišteti še vse pomagače in tiste, ki priskočijo kot mogoče session člani zraven od časa do časa. Skratka, pisana družba, ki jo nekako opisujem kot en vlak, ki ga težko spraviš pogon, ampak ko pa tale drvi, pa ga ne moreš ustaviti. No, zdaj seveda, ne, takšna glasbena formacija zahteva veliko usklajevanja, ne, tudi časovnega in vse ostalo, kar je najbrž z leti postal največji izziv, ne. Službe so ob tem seveda neka osnova, ne, saj od glasbe, kot se dejal, v 2-milijonski državi seveda se ne da živeti, ne.
Imate nek dan v tednu še zmeraj ali imate priložnostne dneve na mesec, ko se dobite, kako ste zdržali vsa ta leta recimo? Je v bistvu, to je zelo dobro vprašanje, ne? Ker na neki točki smo se morali odločiti, ali bomo postali profesionalen band, pomeni, da nas doma ne bi bilo nič, kajti Slovenija ima 2 milijona ljudi, sama baza poslušalcev pa je relativno majhna za, bom rekel, rock glasbo na splošno in na te se ne da živeti v Sloveniji, pomeni, da bi morali iti v tujino. Ampak nekako smo se odločili, kljub temu, da si lahko vzamemo ves čas na svetu za koncertiranje, vaje, ker imamo, bom rekel, toliko fleksibilne službe, smo rekli, dajmo se iti ta hec za res in ne za profesionalno. Pomeni, da vse, kaj počnemo pod našimi pogoji, ob času, ki je nam, bom rekel, ljub in nasploh zgolj za samo veselje, v smislu, da pač, ko si profesionalec, se moraš odreči recimo kakšnim zadevam ali moraš nastopiti tam, kjer ti ni, recimo, ti sicer ne bi bilo treba, moraš napisati kak komad zaradi tega, samo da se vrti na radio, mi pa smo rekli ne, bomo delali to iz golega veselja in samo to, kar nam res všeč, pa še žene bodo doma vesele, ker bomo nekaj časa tudi z njimi preživeli. Ja, glej, vedno je treba najti nek pravi balans, ne pa čeprav se potem seveda zaradi kakšnega potresa domačega najbrž ne, kdaj tehnica premakne levo ali desno. Preden si privoščiva glasbeni premor, je potrebno povedati, več ali manj skrbite za vse sami, ne? Se pravi, sama produkcija, tudi videospoti v ozadju s kakšnimi prijatelji, tako kot nek community, ne? Se mi zdi, da to deluje. Ja, mislim, v bistvu, kar rečemo Weasel familija, ne? Dejansko vse držimo v naših rokah, ko je govora o produkciji, audioprodukciji, poskrbi naš Martin, ki se sicer s tem tudi ukvarja profesionalno, da zvenimo kot se spodobi, se pravi profesionalno. Potem tudi, kar se tiče videospotov, radi smo zelo pametni, kako morajo ti izgledati, ne. Čez čas smo se pa tudi malo naučili, da je včasih pomembno prisluhniti drugemu mnenju, pa malo upoštevati, samo ne preveč, ne, ker potem nisi to ti. Tako da ja, nekako probamo obdržati vse v naših rokah, da ima tisti naš žmoht. Dobro, toliko za enkrat, bova rekla glasbeni premor, da malce vdahnemo. Liam Gallagher, Everything's Electric. Ne bom rekel, da sem presenečen, ne? Lahko bi kakšne polkse recimo pričakoval za začetek, ampak povej, v čem je catch. Jaz bi rekel, da sem kar pristaš otočanske glasbe, ali je to, bom rekel, Liam Gallagher ali kdorkoli drugi, ob tem sem odraščal, ampak na nek način Liam Gallagher in Oasis so zame eminence, oziroma tisti, ki so v 90-ih rešili rock'n'roll, ne, takoj po razpadu grunga, tako da pa še pravi attitude ima, kot pravi rocker, je povedal včasih na glas, tudi če si tega ne želimo slišati. Res je, ne, tudi recimo Liamov sin mu pride na kakšno praznovanje v Blur majici ali kaj takega, ne, tako da ta provokacija očitno gre tudi do naslednjega. Rock'n'roll je borba in če se greš v rock'n'roll, moraš tudi kdaj povedati, kaj je čez imel dobrega okusa, ampak s tem poveš, da imaš svojo hrbtenico in ne rečeš na vse ja. No, prisluhnimo, zakaj je vse električno. Radio SI, Main Stage. Tako zasedba Happy on McWeasel, Gregor Jančič je še zmeraj z nami. Danes bo ponovno Main Stage stream koncert, ne? Tega smo se nekako navadili, oziroma to smo upeljali seveda v času epidemije, ki smo jo že prej nekako načela. Za tebe kot za frontmana, ne, ko si ponavadi na odru še bolj energične narave, pa imaš več prostora, je, ne vem, video stream, kako to sprejemaš? V bistvu v sami osnovi smo rekli med koronskim časom, da se bomo nekako izogibali teh koncertov online, ker dejansko koncertiramo zaradi folka, ne. Po drugi strani smo pa rekli, da vsi, bom rekel, takšni, ko ste vi, ko ste začeli suportati sceno za takšnimi prijemi različnimi, respekt, ne, ker ste bili dejansko na nek način edina možnost, ne, da pokažemo, zakaj sploh smo mi kot band funkcionalni, ne, zaradi tega, ker radi igramo, ne, in se radi pokažemo ljudem, ne, tako da smo v tem času bili zelo hvaležni, da ste se spomnili na to, nekako vaše poslanstvo še razširili oziroma povečali in sam koronski čas je bil zelo hudičev, da rečem tako, no, in veseli me, da se tale Main Stage primo, ne, da nas še kličete tudi potem, ko korona več ni na srečo aktualno, ne, ker se je očitno zadeva izkazala za zelo dobro in evo nas že drugič tukaj in veseli smo, da nas gostite.
No, kar se tiče vremena, recimo danes pač ni optimalno, da bi se zunaj na odru nastopilo, ne? Po drugi strani pa glede na vašo številčno 7-člansko formacijo je morda bolje, da se srečamo nekako v studiu, ne? Sam plac za vaje, recimo me zanima, ne? Da je dovolj prostora. Kje ste našli recimo svoj brlog? Ja, v bistvu smo kar pozicionirani v Mariboru, ne? Ker to je naša baza, odkudar izhajamo, kjer smo nastali in smo mariborski bend, čeprav nekaj ljudi živi izven Maribora, v Ljubljani, iz Laškega se eni vozijo oziroma so se v preteklosti na Ptuju in tako naprej. Ampak ja, študenti so naša baza, da rečem tako, za vaje. Je pa tako, ne, doskateri fotograf ali novinar reče, kaj bi se dobili mi na vašem placu, pa tam naredili intervju, ne. Potem se med sabo pogledamo pa rečemo, boljše, da ne, ker ta plac ni tako romantičen, kot se eni predstavlja, ne. Sicer ne ležijo cigaretni ogorki po tleh, ampak je pa res velik nered, ne. Je urejen kaos, ki služi nam, drugi bi se pa verjetno zgražali. Tako da ni romantičen plac, je pa funkcionalen. No, čeprav vsakega zmeraj tudi ne povabimo v dnevno sobo, ne? Nekatere recimo pozdravimo kar pred hišo in jih potem kasneje odslovimo, ampak ne, vi ste, večkrat smo opazili, recimo na Češkem, ne, ste dokaj popularni, ne, zdaj, ali je to kaj s pivom povezano, ali s samim imidžem, ali z attitudom, ali slovansko bratstvo, kaj je tisto? Na bistvu je stvar v tem, da smo bili zelo čarani nad Čehi kot takimi, ker za njih še nismo igrali, ampak leta smo šli na krajši turnejco k njim, odzvali smo se torej njihovemu povabilu in ugotavljamo, ne, da nas Čehi dejansko prekašajo v pitju piva. Ne. Očitno niso za manj res pivovski narod, ne, in to so nam pokazali. Ne. Je pa res, da smo se odločili v skupini, ne, da jih povabimo nazaj oziroma k nam v Slovenijo in pokažemo, česa smo sposobni mi. Ne rečem pitja, ne, ampak da premoremo tudi dobršno mero veselja in da smo dejansko ugotovili, tu, edina razlika je jezik, ne, pa še tu se razumemo. Ne, tako da jaz bi rekel, da smo res bratja, ne, na nek način. Mentaliteta je zelo podobna, zelo odprti, res super dežela in super ljudje. No, zdaj, ko si že jezik recimo načel, ni predaje recimo komad v slovenskem jeziku, ki bi ga nekako morda tudi Čehi seveda razumeli. Načeloma imate angleško govoreče tekste, ne? Kaj se je zgodilo recimo, da ste posneli Ni predaje? V sami osnovi je tale komad nastal oziroma besedilo za komad kot neka himna je bil mišljen za mariborski Downhill World Cup, ki ga je organiziral Red Bull v Mariboru na Pohorju in so rekli, dečki, mi bi radi en slovenski komad od vas. Potem je tukaj še nekaj drugega vpliva bilo iz radijskih postaj različnih, kaj če bi enkrat vi pokazali en slovenski tekst. Ne. Pa smo rekli, pa dobro, vse smo že peli Anito, ne. Sicer je res priredba, ampak ste lahko slišali, kako vizli zvenijo v slovenščini. Ne. Pa so rekli, pa ne, dajmo nekaj vašega po slovensko res. In probali smo. Mislim, da nismo pogoreli, ne, ampak domače se pa res počutimo v angleščini, ker smo z njo tudi odraščali. Pa ne, da se ne bi znali izražati v slovenskem jeziku, ampak s tem si tudi na nek način zapreš vrata tujine. Po drugi strani pa se mi zdi, da je sam jezik toliko pomemben v naši glasbi, kot je sama glasba, kot podlaga zvočna. Ne. Tako da je ta kombinacija nekako tista, ki pač se poslužujemo, ampak ne ustrašimo se slovenščine. No, meni se zdi recimo, da ste se dobro lotili nekako celostne, če rečemo CGP, ne, v nekem strokovnem jeziku celega same podobe, ne, se pravi, imate logotip, imate merchandise, imate zvok, imate fotke, imate zunanjo podobo, ne, tudi za to skrbite sami ali ste se, ne vem, zgledovali po kom? Za popolnoma vse skrbimo sami, evo, tako da smo samozadostni in nekako želimo biti tako še naprej. Je pa res, da zaradi tega se včasih kolesa malo ustavijo, ne, tega našega vlaka, ker znamo zakomplicirati stvari do te mere, da mogoče ni nujno profitabilno ali umestno, da se gremo tega vedno sami. Ampak takšni smo, trdi karakteri in to se tudi odraža na odru, ne. Tudi če gre kaj narobe, gremo ponosno narobe. Ne. In tudi tu, ne, če nam kdo reče, pa tam je krajša pot, ne, mogoče bi nekdo drug za vas to naredil. Ne, bomo sami naredili. Pač bomo stisnili zobe. Ja, pač podlasica je seveda tista, ki najde, ne, neko špranjo in se skozi njo na koncu iztisne. Ne. Dovolj je ozka, da pride skozi vsako špranjo. Ne. Samo enega jazbečarja ne sme biti od zadaj. Dobro,
Bodi dovolj za enkrat, malce boš še šel izkusiti oder in se z ostalimi seveda dogovoriti kaj in kako. Predtem seveda bomo poslušali še Alo Stari in Na vem kam. Tudi v videospotu ste nekako prijatelji nastopali, ne? Ne gre seveda zgrešiti, da si delite člana in da ste nekako tudi sicer povezani, ne? Generacijsko in prijateljsko. Ne? Tako, v bistvu mariborska scena je relativno majhna in jaz pravim, da je pravilno bende supportati in nekako se smatramo kot prijatelji in fajn je, ne, če nekdo da glas zate, ki ni nujno z tvojega benda in prijatelj kot tak, ne, ampak da se bendi med sabo supportamo in jaz mislim, da si zaslužil en radio airplay, tako da domači rojaki, Alo Stari, žgite ga še naprej tako dobro in pa ne predobro, ne boljše kot mi, ne, niste pa še tam. Dobro, čez 20 minut se Gregor ponovno glasi pri nas v studiu, vi pa seveda ostanite priklopljeni, ne pozabite danes od 10:15 naprej Happy Old McWeasel na Main Stage. Radio SI Main Stage. Tako, Radio C Main Stage, zasedba Happy Old McWeasel, Gregor je ponovno z nami, album je seveda, ne? Je ogledal luč sveta, končno, ne? Po vseh teh časih smo rekli, zdaj pa je dovolj heca, treba je predstaviti nov album, na katerega smo v bistvu zelo ponosni, dolgo je zorel v nas, dolgo smo ga snemali in dolgo smo ga obljubljali, ampak tukaj je. In kaj, recimo, če primerjaš s prejšnjim, ne? Kaj je nadgradnja, razlika, druga smer, kaj? Jaz bi rekel tako, ne? V bistvu vsi veliki glasbeniki rečejo, da je prvi album najlažje narediti, ne? Zdaj govorimo o velikih zasedbah, ne? Drugi album je ok narediti, ne? Ni take panike, zakaj, ne? Zaradi tega, ker ti nekaj komadov iz prvega albuma ostane. Pri tretjem albumu pa pokažeš dejansko, kdo si, pa če imaš ideje, pa če si se našel, ne, v glasbi, ne. In mi smo ugotovili, ne, da smo se prekleto dobro našli, ne, pomeni, ne, da se več ne obremenjujemo, kdo smo mi, ne, se pravi, kak zvenijo sploh Happy Old McWeasel, ampak ugotavljamo, ne, da vse, kar naredimo, ne, so Happy Old McWeasel, kar je pač čisto naravno, ne, in normalno. In smo rekli, res je album zelo raznolik, ampak vse od srca in vse štima in za tem stojimo. Zdaj seveda imamo digital download, pa imamo ploščo, pa imamo tudi vinilke, kakšne limited editione. Mi smo še generacija, ko je potrebno nekaj postaviti na polico, ne? Ali pa če te vpraša, kdo kaj si pa delo, rečeš, ja, glej, album imamo, ne? Še gremo na te nosilce zvoka ali digital download že prevzel tudi pri vas? Definitivno se držimo romantike, da je treba nekaj držati v rokah. Tako da CD-ji bodo na voljo, vinilke kasneje tekom leta, kajti dobavni rok je zelo dolgi, no, oziroma izdelava nekje pol leta, če se seveda prepozno odločiš za vinilko, da boš izdal, ne, kot mi. Tako da digitalne platforme pa seveda tudi na polno, album bo na voljo vse posod, Spotify, Apple Music, kjerkoli že, ampak za stare mačke, kot sva mi dva, pa še kdo nekaj trdega v rokah, ne, če pa album ne bo pogodu, ne, ga pa še vedno lahko uporabijo za podstavek za pivo. Ja, včasih smo ga tudi obešali, če se spomniš, okoli ogledal, ne, ker je bila urbana legenda, da ti pomaga pri kakšni hitrostni kontroli. Ne. Jaz mislim, da smo marsikaterega policaja nasmejali. Ne. S tistim odsevom, ne, recimo za nazaj. Ne. Ja, upam, da ni bilo prometnih nesreč na ta račun. Ne. Glej, če pa so bile pa kompaktne. Ne, pa vse vi ste lahko imeli o čem poročati. Ne. Ja, tudi to je res. Koncerta, Štuk, Kino Šiška, kako je s tem? Tako, na veliko se pripravljamo, imamo več razlogov, torej 16. marec Ortobar Ljubljana, 17. marec Maribor Štuk. Na kaj se pripravljamo? Pripravljamo se, kot sva že dejala, na našo obletnico, 16. obletnico, ki jo bomo obeležili z izidom albuma Such is Life. In pa seveda St. Patrick's Day, ne? Tako da če ti band ni všeč, greš na St. Patrick's Day. Če ti je St. Patrick's Day, ok, imaš pa še vedno dober pir, ne? Če pa ti je band cool, ne? Si pa res pravega testa, ne? Take pa rabimo. Zdaj, ko si omenil St. Patrick's, na Irskem ste že bili? Bili smo kot, bom rekel, na izletih, nikoli pa tam igrali, ne? Tako da Irska nam je sicer poznana, pa Škotska in te države, ampak igrali pa tam še nismo, smo pa sodelovali v smislu z raznimi temi njihovimi nacionalnimi TV-ji, ki so pač hoteli uporabiti kakšen komad, ki smo ga izdali, ne? In to si jemljemo v veliko čast, ker marsikoga slišiš, oziroma ne marsikoga, tu in tam kdo reče, ja pa ne vem, če je ta angleščina v redu, ne? Mislim, če za Irce v redu, ne? Pa če za Angleže v redu, pa Američane v redu, pol bo tudi za Slovence ta angleščina v redu, ne? Razen če ga oni res toliko pijo, da nič ne slišijo.
No, včasih seveda tudi slišiš kakšnega Američana ali Angleža, ki itak do samega native irskega speakerja govori slabšalno, ne, kot da je irski jezik, ne vem, ulica ali karkoli, ne, podobno kot včasih iz prestolnice veter zapiha proti štajerski prestolnici, ne, tako da teh izzivov smo vajeni, ne, in jih jemljamo kot motivacijo ali kako. Definitivno, ne, pa definitivno moraš vedeti, da kaj naj rečem, ljudje radi govorimo, ne, včasih tudi bedarije, ne, ampak na nas je, kak si te izzive jemljemo, torej se zoprstavimo temu, oziroma se iz tega kaj naučimo, oziroma potegnemo nekaj najboljšega, ne, tako da če sosedu tvoj nov avto ni všeč, ne, bodi prekleto ponosen na tvoj avto, ne, kaj naj rečem. Predstavljaj si, da se ponudiš, da mu ga brezplačno opereš. Recimo. Tako recimo, ne, potem pa mislim, da bo on kar v težavah, ne, ker ne bo več vedel, ali te naj pozdravi, ali naj gleda v stran, ne. Ker ti si pa res dober, ne, sosed. Daj mi povedati, set lista, zdaj pač časovno je nekako omejen današnji koncert, izbrali ste nekaj iz novega albuma, nekaj preverjenega ali kako? Ja, v bistvu gre za nekakšno mešanico, se pravi starih preverjenih komadov, ki smo jih vajeni. Pretežno gre za mid-tempo ali srednje hitre komade, nekaj balad, seveda za tiste, ki se še zbujajo in rabijo ne focna, ampak eno lepo božanje na vse zgodaj. Vsem tistim še enkrat dobro jutro. Sicer pa ja, nekaj singlov že slišanih, nekaj čist novega, kot je 100 Years, čist nov singl. In ja, čakamo na koncert in veselimo se. No, do koncerta še bova prišla. Zdaj videospote smo nekako že prej omenila. Zdaj, včasih je bil MTV, ne, tam smo čakali na novo glasbo, pa z radio smo iskali novo muziko, ne, zdaj pa že TikTok recimo spreminja pravila, YouTube je zdaj, kot je bil včasih MTV, ne. Kaj je to tisti izziv, ne? Pa socialna omrežja tudi, ne, so neka nuja ali pa recimo, bom rekel, želja, ne? Kako se s tem spoprijemate? Ja, v bistvu je zadeva čisto preprosta, res moraš vložiti ogromno časa, da si prisoten na vseh frontah, bi rekli po domaču, ne. Včasih je to kar težko, ne, ker kot si dejal, ne vem, na TikToku mi nismo prisotni, pa se ga moraš naučiti, recimo, ne, se moraš naučiti nekih novih trendov. Potem po drugi strani vse ostale omrežja so nam relativno znana, ampak spet, ne, tukaj nimamo človeka, ki bi za to skrbel, ampak smo mi toliko pogumni, da si mi razbijamo glavo s tem in potem se na vas sprašujemo, pa je v redu tale pavz, da ga damo gor ali ne. Aha, pa še en video dajmo posnet, ne. In se pravim, vse, kar objavimo, je nekako srčno, ampak je pa nujno, da objaviš, ne, ker drugače izostaneš in kot veva, analogni mediji počasi izgubljajo svojo moč, ne, čeprav bi si želela drugače, ampak tukaj smo še, ne, še bincamo in se borimo in ne povedo mladi, ne, če je dovolj dobro to, kar delamo na TikToku, v bistvu nič ne delamo. No. Drugače pa recimo zanimiv se mi je zdaj tudi videospot, ki ste ga nekako snemali na kopališču Mariborski otok, ne? A veš, kaj smo si dali takrat, ko smo snemali ta videospot See You Tomorrow? Zakaj vedno snemamo videospote po zimi? In zakaj snemamo spot na Mariborskem otoku v spodnjih majicah sredi zime? In ko smo videli videospot, ki ga je režiral Tomaž Pronsaj, smo rekli, aha, zato super je. Ampak ja, hudičev videospot za izvest, na koncu pa res vse pohvali našemu režiserju. Ampak Mariborski otok je v bistvu en tak surrealen otok. In kaj bolj neumnega kot sredi zime se postaviti v prazen bazen v spodnjih majicah in to pokazati pač poslušalstvu, ne? In povedati pač, da si upaš stvari, ne? Na malo drugačen način tudi, če... No, vse sama provokacija, ne, je nekako tudi del same biti, ne, Happy All McWeasel. Koncertna sezona je nekako tudi pred vrati, festivali najbrž prihajajo, povabila se vrstijo. Ja, v bistvu zdaj, kar nas čaka, sta dva velika koncerta, Maribor in Ljubljana, 16. in 17. marec, potem pa se band seli na vse ostale odre klubskih klubov po Sloveniji, kjer bomo promovirali svoj nov album, nekje 20 klubov je v tem paketu zajetih. Potem pa se širimo zunaj, izven meja Slovenije, obiskali bomo Nemčijo, Francijo, dogovarjamo se tudi za turnejo po Angliji. Vmes je pa priletela še ena kar smešna za koncert v Arizoni. Tako da, ne vem, imamo dva vegetarijanca, ne vem, kako se bosta spopadla z izzivom, ker res radi pečejo na žaru, pa ne bučk. No, recimo, ne, že sam, zdaj, ko si dejal, recimo, Arizona, logističen izziv je vas premikati že recimo po Sloveniji, ne?
Potem kaj imate, kak najem kombija s prikolico in potem še s svojimi avtomobili, kako se takšen kolektiv recimo premika levo desno? Z leti smo se naučili, da ni nujno, da moraš sam znositi vso opremo, ne? Kar je pa privedlo do naslednjega problema, da potrebujemo vsaj 2 kombija. Ne? Kar je privedlo do tega, ne, da moramo biti še bolj organizirani in mislim, da je nastavek zelo dober in to bomo kar skusili na prihajajoči promocijski turneji, tako da ekipo večamo in ostaja seveda velik izziv, ne sama logistika, ampak jaz mislim, da smo toliko izkušeni že, da vemo, kako premakniti vršterker, tudi če je treba to nekomu povedati, pa ga ne nujno ti premakneš. Dobro, zdaj bomo šli malce nazaj k glasbi. Dave Grohl je igral bobne, pa potem je začel igrati kitaro, pa pet in vse ostalo. Cloud Spotter si izbral. Zakaj? Prvo se mi zdi spet en res dober napev, dober komad. Po drugi strani pa se mi zdijo Foo Fighters tisti pravi borci še vedno, ne, ko gredo all in, bi rekli po angleško, kar se tiče koncertov, kar se tiče izdanja albumov in ne poznajo predaje. Ne, in vse podobnega se tudi mi držimo. Skratka, ko greš na polno, greš res na polno, ne zato, da rečeš. Če si obiskal kakšen njihov koncert, vidiš, da ta traja, ne vem, 2 uri in pol, 3 ure, tudi če Dave Grohl res dobre volje. Oziroma, dokler ne poči struna. Ne. In ja, fascinantno je, da pri vsej tej svoji starosti, glede na to, kaj dosega, hočem reči, da vlaga enormno količino energije v to, kar počno in vidi se, da to dela iz srca in taki so nam za vzor. Ja, gre torej za način življenja, ne samo za nek hobi, ne, ali poslanstvo. Tako, mislim, hiš ima dovolj, avto verjetno tudi, očitno pa nima dovolj glasbe in to ceni pri njemu. Ne. Vedno najde nek nov izziv, ne, pa si reče včasih, zakaj ne bi za Paul McCartneyjem naredili komad? Mislim, to je kar odpičena ideja in mogoče celo nekoliko utopična, ampak uspelo mu je, ne. Pa ne, da je naredil komad, naredil ga v studiu, ne, v prvem šusu in tako naprej. Ne. Skratka, človek izzivov, s katerimi se uspešno spopada in to res cenim. Ja, če pogledaš, ne, si je upal tudi z Mick Jaggerjem posneti Easy Sleazy, ne, tako da ni potem na koncu izpadlo, ne, kateri britanski veliki band bo izbral. Ne. Tako. Jaz samo ne vem, ali jo postavil v enako sobo. To je v drugo vprašanje. Dobro, Foo Fighters in Cloud Spotter. Radio SI Main Stage. Tako Happy Old McWeasel od 10:15 naprej na Main Stageu Radia SI. Nisva še nič kaj rekla posebnega o samem kreativnem procesu nastajanja glasbe. Prej glasba, prej tekst, skupaj na placu, kako to gre? Ali si izmenjavate datoteke, melodije? Poslužujemo se popolnoma vseh prijemov, ki so možni na tem svetu. Ne? Skratka, včasih nastanejo teksti prej, čeprav praviloma ne. Dostikrat nastanejo komadi na samem vadnem prostoru, pomeni, da je nekdo začel kakšen kitarski riff, z katerega se potem potencialno razvije tudi cel komad. Na tak način nastaja komadi sicer bistveno dlje, kot pa recimo, kot se zgodi dostikrat tudi, da nekdo prenese idejo, bolj kot ne od A do Ž in reče, dečki, to je komad, ki sem ga naredil, rabimo samo še besedilo, potem stopim dostikrat tukaj jaz vmes, ali pa je tudi že to pripravljeno. In potem na vajah vsak doda svoj tisti visual vibe, ne, skratka, vsega se poslužujemo, ni nekih pravil, je pa edina razlika, kako dolgo komadi nastajajo, ne, skratka, komadi, ki nastanejo doma, so hitreje, bom rekel, pripravljeni za snemanje, medtem ko tisti na vajah, ne, pa se zna zavleči. No in potem, glede na to, da sami skrbite tudi za produkcijo, se potem tudi tejki lahko vrstijo, ne? Ali je samozavesti dovolj, da rečemo, ipak je pa nek punk rock od zadaj, ne? Ja, teh v bistvu ni dosti, ne. Smo dosti rockeri, kaj se tega tiče, ampak dosti je pa postprodukcije, pomeni, posnamemo 2 intra za komad, pa ugotovimo, da bi rade šli za 3. ven. Na koncu pa rečemo, ta komad sploh ne potrebuje intra, dajmo kar odrezati, pa 1, 2, 3, bobni, akcija. Ne. Skratka, zganjamo res vragolije včasih in hvala lepa, Martin Bezjak, da nas trpiš, ampak moraš vedeti, da te testiramo, kako daleč nam boš hodil na poti z nami. Skratka, ja, znamo se komplicirati, ampak zato smo pa, kar smo. No, ampak recimo sama muzika nekako nastaja, včasih, ne vem, 3 minute, pa v 4 do 5 minut. Greš potem na koncu na tisti feeling, kdaj se ti zdi, da je bil zadnji stavek ali kaj? Greš popolnoma samo na feeling, ko rečeš, zdaj pa res čutimo komad, to pomeni, da takrat, ko ga zaigramo skupaj na vajah in da smo res, bom rekel, v tem vibu,
da je to dejansko začutiš, rečemo hvala, adijo, gremo na naslednji komad. Ne? Tako da študiozno se ne lotevamo stvari, ne? Vse delamo bolj po principu, ali nam je všeč, ali nam dogaja, ali ne. In seveda, ko si pa v studiu, pa ne igraš svojega inštrumenta, si pa še fokusira na kaj druga in takrat pa še malo bolj zakompliciraš zadeve. Ne? Ampak pri nas gre, kot sem dejal, vse na feeling in tega se držimo. Dobro, prej smo že povedali, ne, kakšna je kaj set lista za danes. Tudi kot avtorji sem videl, ne, ste načeloma navedeni vsi, ne? To se striktno držite tega. Ja, to imamo še neko postjugoslovansko mentaliteto, ne. Hvala starši, da ste nas spravili na ta svet v 80-ih, ampak menimo, da je prav tako, ker zgodi se, da enkrat nekdo prispeva več, drugič drugi. Seveda, ko je govora o samem avtorstvu komadov, nekje je, bom rekel, ožja selekcija, kdo pripravlja komade, kdo pa je sposoben kaj norega odigrati na samem inštrumentu, pa ni nujno prispeva besedila ali komada kot takšnega. Ne? Tako da vsak ima, bom rekel, neko svojo noto, ki jo prispeva, na koncu dneva se pa vsi podpišemo kot enakopravni avtorji in tega se držimo od dneva 1 oziroma prvega albuma. Je pa tako, ne? Fajn je, ne? Če kdo vse prebere besedilo, ki ga napišeš, pa reče, dopade se mi ali pa ne. To pa je fajn dobiti feedback od bendovskih kolegov. Dobro, jaz mislim, da sva povedala vse, kar je bilo potrebno. Čez pol ure gre torej reč v živo, štartamo z 100 Years, vse ostalo pa naj sledi kot sledi. Ne? Jaz upam, da se poklopi v redu, kot smo si zamislili, če pa ne, pa bo bolj v skladu s tem, kar smo. Gregor, hvala lepa za obisk v studiu, ostale fante seveda pozdravi in pa vi, poslušalke in poslušalci, priklopite se, ostanite priklopljeni na Radio SI, danes v živo za vas igrajo Happy Old McWeasel. Radio SI Main Stage.